Spoštovani gospod Janša, odkar ste prevzeli oblast, ste v vojni z vsemi, z mediji, sodstvom, intelektualci, nevladnimi organizacijami, opozicijo, skratka z vsemi, ki ne razmišljamo, kot razmišljate vi. V tej vojni so eno vaših glavnih orožij socialna omrežja, predvsem vaš zasebni, nažalost pa tudi uradni vladni Twitter profil, ki ga zlorabljate za diskreditacije in za propagando SDS. Od prvega dne vlade stopnjujete oziroma vodite ofenzivo proti slovenskim in pa tudi proti tujim medijem, kot Deutsche Welle ali The Economist, kadar si vas ti drznejo kritizirati, ali pa kadar vanje projicirate opozicijsko agendo, ali pa kadar vam ni všeč podoba, ki jo tam vidite. Vaši zapisi v zvezi z mediji, spoštovani premier, so milo rečeno nedostojni predsednika vlade. Novinarke žalite s prostitutkami, javno pozivate k neplačevanju položnic za RTV prispevek in na vsakem koraku izrabljate svoj položaj, da bi novinarje poniževali ali jih ustrahovali. Ni naključje, da se je po oceni komisarke za človekove pravice Sveta Evrope Dunje Mijatović Slovenija znašla na nezavidljivem seznamu držav, v katerih prihaja do pritiskov na novinarje in nesprejemljivih posegov v pravico do obveščenosti. Torej, znašli smo se v druščini na pol diktatur, kot so Turčija, Rusija, Madžarska. Gospod Janša, vedno ste se imeli za velikega Evropejca in velikega demokrata. A ravno vaš odnos do medijev kaže, da niste ne eno, ne drugo. Sami mislite, da mediji javnosti slikajo grdo podobo o vas, a v resnici je obratno. Vi, gospod Janša, s svojimi napadi na medije, z vašim besnenjem na Twitterju, z vašim pritlehnim obračunavanjem, ste tisti, ki javnosti, tuji in domači, slikate podobo nedoraslega, neobvladanega, častihlepnega in zagrenjenega človeka, ki ni zmožen prenesti najblažje kritike in ki zato manično razbija vsako ogledalo, v katerem se ni všeč. Vsako ogledalo, ki pokaže grdo sliko o njem. Veste, gospod Janša, to je začaran krog. Bolj, ko boste razbijali ogledala, večkrat se boste uzrli v njih.